sindikati doseči nek razumen dogovor, vendar mora biti razumen. Mi imamo težave, ker določene spremembe, za katere smo prepričani mi, splošno javnost in ostali, ne moremo uveljaviti enostavno zaradi logike, da nočemo, da se kaj spremeni. Tukaj bo treba veliko potrpljenja in upam, da bomo tudi v nekem dialogu uspeli premakniti naprej tudi izboljševanje uslužbenskega sistema, plačnega sistema, da se počasi premaknemo od nagrajevanja delovnega mesta do nagrajevanja opravljenega dela oziroma rezultatov dela. To je temeljna sprememba, ki jo moramo doseči, da bomo lahko tudi vsi skupaj bolje dihali. Kar se arbitraže tiče, mogoče samo en kratek komentar, se spremljate medije, verjetno bolj kot jaz, ker težko gledam televizijo, ki se pa zmeri stalo bolje. Arbitražni sporazum je en zelo pomemben mejnik v razvoju te naše države, ki ga je načino deloma z osamosvojitvijo, vstopom v NATO, pa EU, pa zdaj končno urejamo tudi meje s sosedi. Tak, kot je, ima dobre in slabe strani. Pomembno je, da je dokončen in da zapiramo to vprašanje in glede tega ni vprašanje zdaj, koliko je kdo zadovoljen. Bistvo je, da je to po mednarodnem pravu bila rešitev, dogovor teh držav, da bo sodišče odločilo o spornem vprašanju. In sodišče je odločilo. Sodišče pa ne delujejo tako, da greš na sodišče, oni odločijo, potem pa ti se sprašuješ, a boš to spoštoval ali ne boš. Sodišče je odločilo, pika. In mi moramo to spoštovati in tudi z tega arbitražnega sporazuma za nas prihaja določeno dodatno delo, predvsem zaradi urejanja tistih zadev in sprememb, ki jih arbitražni sporazum za sabo tudi prinaša. Mogoče ne bi se spuščal v te vprašanja, kot so drugi tir, pa Magna, pa nekatere druge investicije, ki so javno zelo interesantne. Vam pa moram to povedati, ne glede na to, da sem jaz se nimam tako za takega politika, tistega strankarskega, se imam za politika, ki se trudi bolj dolgoročno nekaj spreminjati v nekaj kompleksnih javnih sistemih. In če gledate čas te vlade, dejansko vsi kazatniki do zadnjega gredo gor. Vsi gredo gor. Investicije se začenjajo, mislim, da imamo 15% upad za brezposelnosti. V 3 letih se je spremenilo od tega, da delavci, da je bilo praktično nemogoče službo dobiti do tega, da danes delodajalci uporabljajo različne tehnike, kako privabiti delavce. Na mednarodnem področju smo dobili izjemno pomemben položaj, zelo smo napredovali. In vedeti morate, da ko gledate medije, ko spremljate te stvari v javnosti, ko spremljate različne, ne vem, take zadeve, kot so referendumi v drugem tiru, pa kako bomo, ne vem, kakšne probleme naredili, če neka tovarna se tam ne postavi, da so to odrazi tistih, ki nočejo spremeniti. Bodite kritični, mislite svojo pravo. Težko je to v javnosti spromovirati, ampak jaz sem, če objektivno probate pogledati, kaj se nam v državi dogaja, potem jaz upam, da objektivno ugotovimo, da nam gre bolje. Pustimo zdaj koliko, pa kaj, pa koliko imamo še za narediti. Ampak dejstvo je, da nam gre vse na bolje. In mi smo del tega, jaz upam, da bomo to znali ceniti in da bo tudi splošna javnost znala to zadevo ceniti in da še zraven se igramo stvari, kot so partnersko sodelovanje, kot so inovativnost, kot so medresorsko sodelovanje, da se nam zraven dogajajo stvari, da recimo Združeni narodi, OECD, Evropska komisija, naše projekte in dosežke predstavlja kot mednarodne primere dobrih praks, to so stvari, ki nam dajo potrditev. Mogoče bolj v mednarodni javnosti kot v domači. To sem vam želel tudi povedati in vas ne mislim nič sikirati, ker vas nimam za kaj, ker smo uspešni. Želim vas samo prositi, da sodelujete, da ste z glavo pri stvari in da ste pošteni do sebe in svojih sodelavcev in si delo delite čim bolj pošteno, tako kot vsi zmorejo. Eni smo bolj, eni smo manj sposobni, eni imamo bolj tudi manj zahtevne naloge, ampak vsi skupaj moramo sodelovati in vsi smo pomembni. Tako da samo k temu vas vabim, pa s tem tempom naprej upam, da bomo zdržali. Toliko z moje strani.